Povej mi, danes smo na tvojem križevniškem sosedu. Kakšne sosede bi rekel, da imaš, glede na to, kar vidimo okoli, kar v redu, ne? Jaz mislim, da zelo tolerantne, zelo super, glede na to, da se skozi na naši ulici nekaj dogaja in da nimajo nekih posebnih pritožb. Nasprotno, mislim, da smo tudi mi njim z tem, ko smo oživeli ulico, naredili njihove dneve malo lepše, ne samo zato, da lahko posedajo na ulici, ampak tudi zdaj je kar nekaj že tukaj Airbnb-ov pa to in naša ulica postaja tudi turistično zelo zanimiva, pa mislim, da so mi sosedje malo hvaležni. Tudi cena nepremičnin je malo zrasla, odkar smo v bistvu uredili ulico. Tako da, ja, mislim, da imam zelo v redu sosede, nimamo nekih nobenih napetosti, nasprotno, danes, kot si videla, jih veliko sodeluje. Šambala, ki se je izkazala dopoldne z enim fantastično pogostitvijo. Tukaj smo imeli, da mislim, 20 veleposlanikov, predstavnike, direktorje kulturnih centrov, ki so prinesli tako kot vsako leto rože. Oblikovna šola letos sodeluje, kar sem zelo vesel. Skratka, cela ulica na nek način živi, od predstav za najmlajše, ki smo ravno kar si pogledali, do DJ-ja, ki mislim, da ga imamo res, the top DJ-ja, ki se ga danes v Sloveniji da dobiti, in seveda potem še za konec Ambot. Povej mi, danes smo na prireditvi Križevniški sosed. Kakšne imaš pa ti, kaj sosede? Jaz imam krasne sosede, moram priznati. Super se razumemo, izmenjujemo si kakšne sadikce, gospa soseda mi kakšen pakeljc sveže nabranih gobic da, ali pa dežnikarc potem, kaj sezona jeseni, tako da jih ne moram prehvaliti, res. Ko si bil majhen, no danes vidim, da smo ti igrali v eni otroški predstavi, so te otroci gledali, ampak ko si bil ti majhen, si imel tako sosede, tudi da ste se skupaj igrali. Ja, jaz sem bil blokovsko dete, tako da smo bili cel gang, smo se igrali ravbarje, žandarje, zemljokrast. Smo imeli pa eno sosedo, ki pa ni bila glih, da bi rekel najboljše sorte. Sicer smo ji verjetno fajn na živce nabijali, ker smo eno žogo na tole hišno številko, a ne, kovinski zvok ob žogo pa to. Tako da vsake to, kakšen kozarc vode proti nam spustila, ampak nas ni nikoli zadela. V redu, ne. Zdaj sem v taki okolici, kjer so sosedi mirni in to je najbolj važno. Ampak, ko si bil otrok, ste se veliko igrali skupaj? Ja, to pa predvsej. Mislim, jaz sem itak pač živel tam na Viču, neko blokovsko naselje in je bilo, najbolj se spomnim v bistvu, da smo se veliko frnikolali, ko smo bili majhni. Pol, kasneje pa košarka, fuzbal pred blokom, tako to. Moji sosedi so full cool. Ne bom narobe rekel, če rečem, da jih je večina v starejšem življenjskem obdobju, ampak so strašno prijazni in tako je fajn, fino se razumemo. Ja. Tudi razvajajo s kakšnimi domačimi dobrotami? Imel sem eno sosedo, takoj čez hodnik, ja, ki mi je sem pa tja pustila kakšen spečen štrudelček ali pa kaj, ampak ona se je odselila. Tako da zdaj si sam pečem štrudelčke. To v redu, kdaj pridemo probat? Kadarkoli. Pokličem, ko bo narejen. Zmeren? Ne, dobri sosedi so nekaj res najboljšega. Jaz nočem verjeti v to klasično slovensko, sosed tega vedno na živce. Treba ustvarjati dobre odnose, pa se lepo imeti. Jaz imam super sosede. 2 sosedi imam v spodnjem nadstropju, ki si pravimo sosedke in imamo tako skupino in si ful pomagamo. Pošto nam kdaj dostavijo, enak drugi, če nismo doma in tako. Moram pa priznati, da se premalo družimo. Tako da vedno vsakeč, ko pridem na tole križevniško, Robi to tako fajn organizira, si rečem, pismo, moramo tudi mi narediti nekaj v našem bloku, tako. Pa nam za zdaj še ni uspelo. Jaz imam srečo, da živim v čudoviti soseski in moj najljubši sosed je gospod Bruce, ki je zelo že v letih, bi rekla, ampak vsak dan, ko se srečava, lepo pozdravi in se malo pogovoriva o življenju, kar je res redkost, ker tako hitro živimo in včasih, ko prebere delo, mi ga tudi da. Tako da to se mi zdi nekaj zelo lepega. In imamo srečo, ker so mirni sosedje, se razumemo in imamo tako lepo stanovanjsko skupnost. Pozdravljen. Živ. Kaj je? Ambot ali Ambot? Kaj? Čisto vseeno, lahko rečeš Ambot ali pa Ambot. V bistvu z katerega konca Primorske
to izgovarjaš. To pomeni enkrat. Enkrat, ja, ali pa nekoč. Sam vi niste bili enkrat tle na Križevniški, vi ste že tle koliko časa? Mi smo zdaj po mojem na 6. In kaj vas privablja v ta... Je to, ker če sam ambot pol je premalo, ne? Mora biti večkrat, ne? Večkrat po ambot je boljš, večkrat po enkrat. Druge, ki vas lahko vidimo? Ja, druge bomo pa čez 2 dni bomo v Črnomlju na Jurjevanju, pol bomo na Braču čez 4 dni, ne cela ekipa, ampak en del ekipe, se pravi jaz pa Vlado Kreslin bo še na Braču igrati. Ja, on te zadnji je tam. Tale. Ma jaz bi tako vprašala, ne? A ja, pa ga pokličemo. Jaz imam en toliko let, ambot sem bila bolj mlada. Ma kako zdržite to? V bistvu težko je priti na vaje ali pa na tole, ka pa enkrat si gor na odru pa leti, ne? To ste glasbeniki. Ja. Mislim, moramo priznati, če bi ne bilo, bi malo pogrešali. Bravo, hvala. Hvala vam.